poslednji in poslednje, to je bodovska specialna epizoda za drugo sezono serije The Last of Us, po slovensko Zadnji med nami, po bodovsko Poslednji od nas. Specialna epizoda, ki je res nekaj posebnega, saj je krajša, aktualna, a vedno ruralna. Danes delamo prvi 2 epizodi serije, ki boste šli vsaka posebej, zato nič bat, lahko v miru poslušate, čeprav še niste pogledali druge epizode. Naslednje pa bomo, upamo, obdelali vsako posebej, na sporedu pa bodo, če bo le šlo, vsak torek ali sredo. Če ste se zdaj šele lotili serije ali jo pogledali šele pred kratkim, na isti način smo obdelali tudi prvo sezono. Skratka, v tej epizodi zdaj imate samo prvi del, prvo epizodo druge sezone. V naslednji epizodi, če boste opazili, da sta že 2 na vaših napravah, kakorkoli že, je pa druga epizoda. Skratka, nič bat, gremo zelo lepo počasi. Povezave so vse v opisu epizode, če bi želeli poslušati še prvo sezono. Z vami pa smo, tako kot ničkolikokrat, Mito Gegić, Servus, Igor Harp, Yo. In Aljoša Harlamov. Opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike, kljub temu, da je sveža in še topla. In zdaj muzika. Ok, skratka, v drugi sezoni The Last of Us smo. Prva epizoda se imenovala Future Days, oziroma Dnevi prihodnosti, režiral in scenarij je napisal Craig Mazin, ki je seveda tudi glavni ustvarjalec za serijo. Zdaj o njem ne bomo kaj veliko govorili, če ste poslušali prvo sezono, boste mogoče zvedeli kaj tam o njem, sicer pa je treba reči, da se je odločil, jaz sem bral nekaj na Wikipediji, skratka odločil se je, da bo posnel prvo sezono, prvo epizodo druge sezone zato, ker je enako naredil Noah Hawley pri seriji Fargo, ki je vedno kao posnel, režiral prvo epizodo, zato da je nekako bolj padel noter, bolj razumel mehaniko, bolj nekako te vživel v stvar in na to pač je lažje načrtoval celo naslednjo sezono. Torej zase to bolj naredil, ali kako? Ja, nekako tako sem jaz razumel, da je bolj za njega, da je to del nekega procesa, da če on prvo epizodo režira, da je pol nekako noter. Za tiste, ki ste seveda pazljivi ali pa oboževalci grunge, če ste nekako naših let, recimo, ste opazili, da je seveda Future Days naslov komada od Pearl Jamov. Ta komad še ni obstajal do leta 2003, ko se začne, ko se apokalipsa začne v tej seriji, zato, ampak so se vseeno odločili, da bojo ohranili naslov, ker se jim je zdel fajn. Ja, ne, se obstaja zdaj, ko se apokalipsa tudi začne. Niso pa uporabili komada, no, se bo. Ja. Skratka, Igor, boš ti pogledal povzetek cele epizode? Ja, v bistvu se začne tam, kjer se je končala prva. Zdaj tudi HBO je pripravil povzetke prejšnje sezone in tudi povzetek skozi Joelovo pot in Elino in več različnih opcij imate, da se osvežite spomin, če pač niste toliko fanatik, da boste še enkrat pogledali in odigrali cel špil. Skratka, vrnemo se tam, kjer vidimo preživele krisničke v Salt Lake Cityju, ki gledajo, kaj za vraga je Joel pustil eno opustošenje in se odločijo, da bojo izvedli maščevanje. Glavna med njimi pa je tale, kak je ime? Abby. Ki je hčerka od zdravnika, ki ga je on ubil, kot zvemo kasneje, ampak je dost očitno, da ima tesno navezavo neko. Skratka, zgodba skoči potem 5 let naprej, kar je za tiste, ki ne štejete leto 2028, kjer Ellie in Joel živita v temu kavbojskem mestu skupaj z njegovim bratom in zdaj je ona 19 let stara in sta se malo odtujila, tako da ima sta ene te najstniške razmere, ona živi v garaži in potem še pač je cela romantična scena, ki ima ona z eno punco, ki ti je dosti jasno, da je všeč.
Ampak pač ene zelo take najstniške scene so. Poleg tega pa še malo jih spremljamo, ko so na patrulji in Eli napade ena nova vrsta gljive zombija, ki je kar inteligenten in ne napade kar direktno, ampak se malo skriva in podobno. In Eli je tudi ugriznjena, ampak zdaj zaenkrat bomo videli, če z tega bo kaj izgleda vseeno. Kljub temu, da je ona imuna, je tu vseeno nekaj novega. Ona pa si tale ugriz potem zakamuflira, tako da se poreže malo naokrog, da izgleda kot običajna rana. Potem pa je še pač scena, da ona se malo ljubčka, tam imajo eni proti lezbikam, ampak pol se nekako pomirijo. Eli pa Joel pa vseeno ne odnesete glih najbolj, zato ker Joel takoj skoči in napade tipa, ki žali Eli, kar mu ona malo zameri, ker bi se pač lahko sama branila in sama bojevala svoje bitke. Tako da tu se konča in zadnja scena je še, ko smo videli cel korenin, res meni je bilo tako, ok, korenine so v cevi, ali so morda tudi gljive in potem oni tip ne pogleda, če so not gljive, ker mislim, kak ti ne klikne to. Mislim, to se mi je res zdelo malo ok, a ti živiš v eni gljiva apokalipsi zdaj že full let ali ne, mislim, tako da to. Ok, in seveda vidimo Abby, ki pride do Jacksonville. Ja, Abby prihaja proti mestu plus grožnja napada zombijev. Tako. Ok, tako se konča prva epizoda. Hitro smo padli noter v drugo sezono. Kako je bilo, mislim, kakšni so splošni vtisi za prvo epizodo druge sezone, Mito? Meni so super. Mislim, da to, kar serija mora narediti, je pravilno odkljukala, da če se gre ta serija o tem, da je to dramska igra zapakirana v žanr zombijade, je ravno pravilno v prvi epizodi odkljukala, kdo, kje pa zakaj stoji nek konflikt v tem, kaj so razmerja, kdo so ti liki, kaj jih žene, kaj je to sovraštvo posredi, kaj jih ogroža, pa kaj preti skupnosti, kaj preti njihovim razmerjem. Tako da mislim, da to epizoda v 45 minutah odlično naredila. In nekako sem pričakoval, da ko sem videl, da bo Mazin tole režiral, da bo se točno na ta način lotil, da bo bolj probo to dramo pa konflikte spostaviti. Zdaj, če sem prav tudi razumel, Mito, ti, ki si pač odigral to, ali si Igor, ti tudi? Ne, dvojke nisem. Je tudi prvi del dokaj sledi štoriji, celo tisti prizori s plesa naj bi bili zelo rekonstrukcija. To edini odmik v prvi epizodi, ki je nekako odšpila, je mislim, da mogoče tale inteligentni gljivo zombi, kako smo zdaj rekli, pa logika korenin oziroma tehle vitic, ki jih imajo očitno tile zombi, to je vse za serijo izumljeno. Pa tudi grožnja Jacksonville v igri tega ni. Ok. Meni se je par stvari zdelo kar malo logika igre, tam, ko grejo v patroljo, pa razloži, kak je treba, pa take stvari. To je zelo logika igre, ampak se mi ni zdelo moteče, zato ker tudi mora gledalca nekako osvežiti, kje smo in kaj delamo. Pa tudi zdi se mi, da v bistvu dajo za naprej določene nastavke, ker Eli je 19-letnica in za v bistvu koliko je tu veščin pobranih bilo na poti, da ona zna rokovati z orožjem, pa da se bojuje, v bistvu da dobro kaže, da pač to je nek lik, ki v tem postapokalipsu svetu se zna poskrbeti zase, tudi njena določena agresija, mislim, da izhaja z tega, vse veš, ko imaš malo več skillsov, si potem malo bolj geisten, recimo temu, pa se mi zdi, da se to zelo dobro poveže potem z njenim naprednim najstništvom. Ja, v bistvu, če smo v gamerskih scenah, potem ne moramo reči, da ima več skillsov, ampak da ima višji level.
Level up. Level up, ja, rečemo temu. Ja, okay. Ja, definitivno jo vidimo pač že od začetka, kako trenira, se pravi bližnji boj, ali kako prevajamo mi to close combat. Skratka, wrestling, kaj rečemo. Ja, v Ameriki smo. Ja, hvala Igor, močna moža, trenira skratka in seveda trenira streljanje z ostrostrelsko puško in vidi se pač tudi, da ni problem samo neke, jaz mislim, da dobro pokaže prva epizoda, da ne gre za neko, recimo temu, samo zgolj najstniško muhavost, ker pač ima dobre odnose lahko z drugimi, tudi z Joelovim bratom, z Jessijem, skratka, gradi neko, se je uvedla v skupnost, ampak imata pač težave z Joelom, ki najbrž izhajajo, to so nam pač pokazali seveda iz prejšnjega dela, ne iz njegovih laži o tem, kaj se je zgodilo v resnici v laboratoriju Kresničk, od česar pač Eli ne izve in kar že vidimo v tistem prizoru, da mu ne verjame najbolj. Tako da jaz mislim, da se je to pač v teh 5 letih samo gradilo in da je na to tisto, kar pač med njima obstaja neka laž, neko osnovno nezaupanje, ki jaz mislim, da pač v 5 letih je pač razraslo in škodovalo njunemu odnosu, da sta se utujila. Jaz mislim, da to serija res, mislim, vsaj ta epizoda to odlično zaenkrat prikaže. No? Ja. Druga stvar, ki se mi zdi pač tudi logična je, in to sem bral tudi neki pogovor z Mezinom, je, da tudi če že neke najstniške muhe recimo vseeno preživijo apokalipso, jo preživi tudi homofobija. Ja, I guess, ja. Ja. Homofobija je trdovratna stvar, veš. Ja. Tako da pač tam, mislim, še tako reakcija je dokaj recimo temu blaga, pač on, kaj že reče, Dykes, se mi zdi, ne lezbi, ki ne spači, kakorkoli bomo to prevajali in tukaj pač potem Joel skuša očetovsko zaščititi Eli, ki mu to seveda absolutno takoj zameri, ker pač res sama misli, da lahko tukaj zelo da lahko sama deluje. To je eno izmed političnih vprašanj, recimo, ki jih imamo v prvi epizodi, drugo je pa vprašanje beguncev, ne? V pogovoru z Joela in skratka, kaj je že gospe Marije, skratka, Marija mu pove, da je treba graditi hitreje, zato ker vedno več ljudi pobirajo, ker se vedno več ljudi zateka v Jackson, ne Jacksonville, ampak je Jackson, zateka k njim. Joel pa zelo mirno, hladnokrvno pač reče, da mogoče bi pa nehali spuščati begunce v mesto, kar seveda kaže bolj kot neko ksenofobijo, ne? Ker ona takoj vrne tudi ti si bil begunec, mislim, da kaže pač to neko njegovo praktično naravo in njegov ta preživetveni modus, v katerega pač zapadeš ti, ko se ne vem koliko časa prebijaš zunaj v divjini sam. Ja, ali pa sodobni ameriški protekcionizem, ne? Kar Joel ni daleč od tega. Jaz bi vseeno rekel, da tu praktično je to že glede na stvari, ki smo jih videli v prvi sezoni, se on zaveda, da omejeni viri pomenijo omejeno možnost preživetja in da pač je treba to vzeti v zakup. Hkrati pa se mi pa zdi napaka njegova, ne? Njegove strani zato, ker pač ko imaš zombije, ne? Je pa ena dost očitna logika, da če ti pustiš ljudi zunaj, boš imel samo še več zombijev. Tak da... Tudi to je absolutno res. Se pa definitivno trudi Joel nekaj popraviti, ne? Zato je ima psihoterapevtko. Je skratka pri... Catherine O'Hara. Tako pri Catherine O'Hara. Moram dodati, da to je tudi dodatek v adaptaciji. Tega ni. A res? Ni video igri, da klikaš, kako se pogovarjaš z psihiatrino, izbiraš če bi kje to lahko bilo, bi bilo v Last of Us, mislim, toliko teh kinematografskih vložkov za zgodbo tlele dodanih, ampak ne, to pa za serijo dodano. Pa se mi zdi dobrodošlo. Ja, pa zelo v redu tudi pokaže, koliko mu ona zameri, ne? Ne na zadnje, da je lahko terapeutka, ampak vseeno ne more prek tega, da je on v prvi sezoni ubil moža. Ne?
Meni se zdi, mogoče kao najbolj se mi zdi, da tukaj pokaže eno stvar, ki jo Joel očitno ne zna razrešiti, in to je, da on konflikte rešuje z nasiljem. Ne? On v bistvu pri Kresničkah ni bil zmožen prepričati Marle, če se ne motim, da naj opustijo operacijo, ne, ni jih zmogel prepričati. Potem očitno ni zmogel rešiti tega zajeba z Eugenom, možom od psihoterapevke, tako drugače kot z nasiljem. In potem na plesu Eli zaščiti zopet z nasiljem. Ne? Veš, tako se mi zdi, da mu dajo neki ta log, da kao sicer je čuteč, pa kao kitaro popravlja, pa ima neko voditeljsko vlogo, uči naprej mlajše generacije, kako zna biti vklopljen, ampak konc koncev je nasilen človek. Ja, definitivno pač razmere so ga naredile take. Tudi če sem jaz to prav razumel, da skratka Joel bi tudi moral nadzorovati, on je nek inženir tukaj, skrbi za skratka to neko širitev, karkoli pa počnejo v mestu. Pektor ali nadzornik nekaj tega. In tudi on bi moral biti zunaj ravno tisti trenutek, ko odprejo tole cev, v kateri so te glivice pozneje, oziroma glivice, karkoli pa je. On pa pravila v bistvu, da one varovalke, nekaj. Tako da malo je tudi tega. Drugače meni je bila tale inteligentni glivozombi, tako zdaj po novem imenujemo te zombije, to sem se odločil. Skratka, inteligentni glivozombi se mi je zdel zelo dobrodošel dodatek, čeprav tega je bilo v prvi sezoni tudi kar veliko teh, videli smo teh različnih, tukaj vidimo še potem napihnjence in tako naprej. In se mi zdi mogoče, upam, da tole gre kam, skratka to bi hotel reči, da se tole nekam premika, ker imaš nek občutek, da se med zombi dogaja neka, recimo temu, evolucija, ali kakorkoli bi človek rekel, da skratka postajajo vedno tudi bolj inteligentni, kakorkoli že, ker ta prizor mi je bil pa zelo fin, no, skratka. Zelo, bi rekel, zelo The Walking Dead, živi mrtveci prizor, skratka, opuščeno oziroma prazen supermarket, Eli pade skozi strop in potem jo tam nekaj, skratka, hodi med temi policami in vidiš, kako zadaj na drugi strani polic ji sledi tista zombijevka, tako zelo creepy. In je, mislim, da tudi zelo amazing se pač izkazal tudi kot režiser, ker ta prizor se je zdel zelo, zelo napet in je dal neko ta malo te groze, ki jo zombi pač morajo prinesti v serijo. No. Ja, mislim, že tisto, kako ona not pade, ki v bistvu ti napove, ko gor stopi pa prvič za škripa, potem pa dejansko not pade, pa te čist dobi v preseneti. Ta je vseeno, da ona tam dol te lebne. Ne? Pa si ti, v bistvu je dost logično, da bo tja dol še šlo, ne moreš imeti tako velikega prostora, ampak ja. Plus, da vse izgleda zelo podobno igri, no? Ja, to sem te reči, Ja, čist, mislim tudi, kak je potem kup tam, po katerem bi se dalo splezati, oziroma bi ti probal splezati, pa ugotovil, da še nekaj rabiš, pa moraš iti iskati, pa te lučke, ki jih imajo, pa tak dalje. Flaša, veš. Ja, flaša je en element igre, ki v bistvu lahko te klikere pa zombije, glivo zombije nekako ali lopneš po glavi ali pa jih pošleš v ločeno smer, ko se flaša razbije, ker slišijo zvok na drugem koncu sobe. Tako se mi zdi, da je bil dober namik ali pa poklon gamerov. No? Ena par očitkov je bilo na serijo, da to je zombijada z seveda dramskim zapletom, hudo zgodbo, ampak premalo zombijev za prvo sezono, da se jim to malo očitali. Meni se je zdelo to tako zelo uspešno pa posneto, napeto, se tudi približalo igri, hkrati pa tudi dalo ta neko določeno plastiko brezbrižnosti od Eli, malo te gajstnosti, ki sem prej omenil, malo te nadutosti, pa da sta zdino, se mi zdi, da pač to, kaj sta potem, da sta zdino šle noter, da sta bestički, ki si podpirata drugo, pa hkrati pač štango držita, potem še na onem zagovoru pred svetom starešin, ali kakor bomo temu rekli, da se dobro odkupi potem ta poljub njun. Ja, dobiš malo te, hvala Bogu, neke kemije med njima. Neke minutaže,
Tako, ker absolutno tukaj rabimo, ker je pač Dina nov lik in definitivno je ne poznamo, nimamo pojma o njej in tukaj zelo hitro dobimo skratka ta pravkar se je rašla. Z Jessiem, Dina je nekdo, ki tako, kot si ti rekel, ki tukaj drži štango, ne? Ki skratka gre z Eli tudi v nevarne situacije, ker tukaj je jasno, da je Eli tista, ki ves čas vodi. On je gledal na patruljo, nekaj smo videli, gremo nazaj. Ne, gremo še to raziskati. Kaj pa je to takega, tam bomo mogoče našli, mogoče je tam nekdo v težavah in tako naprej. Eli tukaj zelo, zelo rine naprej. Ja, taka nepokorščina posredje, ne? Tako. Pač najstnici. Najstnica. Hoče se dokazati in Tako in prepričana vase v te neko v svojo... Ja, prav ono, ko neki fuzbal fan, ki vas je več, pa take fore. Ki si zombe, pridi ven. In hkrati pa seveda, tukaj dobimo pač malo ta občutek tega njunega odnosa, ki potem, mislim, da v tistem prizoru na plesu zelo fino pride do izraza, na začetku kot neka napol pijanska igra Dine, češ dele sem tukaj, ne vem kaj, in potem ta vdor realizma spet nazaj z tem tipom Sethom, ki jo takoj napade. Sicer na tem letale band, ki jim igra, ki se seveda v seriji imenuje nekaj drugače band Crooked Steel, ki je tudi prispeval 2 komada, ta komada, ki jo zašpilajo na tem plesu, sta njihova resnična pač komada in pa na odru skupaj z njimi je bil Gustavo Santaolalla. Ne znam drugače prebrati. Santaolalla. Skratka, gospod, ki piše muziko za serijo in špile in se je skratka pridružil ekipci gor na odru, to še malo ozadja. Drugače pa meni je, kar mi je všeč tudi pri, mogoče da ne pozabim še tole, o čemer bomo več govorili v drugi epizodi, ki seveda mi zdaj ne bomo spoilali, ampak drugo epizodo smo zdaj že videli, ker smo že v drugem tednu. Meni je zelo všeč lokacija, snemajo tole sicer v Kanadi, zelo so mi všeč zombiji po zimi. Ne vem zakaj, zdi se mi, da zelo redko vidiš zombije v zimskem okolju, se mi zdi, da zelo pogosto gledamo pač te neke prizore iz mest, iz nekih, pa mogoče tudi zato, ker imajo Azijci radi zombijade, pa nimajo veliko snežnih pokrajin. Se mi zdi, da to je ena malo drugačna stvar, ker jaz bi tudi, prva stvar, ki bi pomislil, je mogoče, da greš nekam v manj gostoljubno okolje, ne samo zato, ker se ti zdi, da bojo zombiji teže prišli do tebe, ampak ker bo tudi po logiki manj zombijev, ker že nasploh manj ljudi živi v nekem negostoljubnem okolju. A ni to neka logika? Ja, za kakšne... Ne, veš, kaj razmišljamo o tej logiki, se deloma druga... Mi to bi šel v Kidričevo, ker tam pa tam so vajeni zombijev. Ja, saj jih ne moreš ločiti od pravih ljudi. Mogoče pri zombijadah je ponavadi nekako opuščena logika, kaj zombijom deva energijo, razen brains. Zdaj, če to zombija drži po konci, ne vem, 5 let, ne vem, zanimivo je tu v tej inačici igre v seriji, kako se lotijo, ne vem, neke povezljivosti. Ne? V prvi sezoni so postavili te nitkanje med njimi, ne? Da je v bistvu to mogoče nekaj bolj povezanega, ne? Mogoče to tudi potem posredi za to više inteligence, ki s časoma raste, mogoče tega stokerja, ne? To je prav specifičen gliv zombi, ne? Ker imaš stokerje, klikerje, bloaterje, pa v igri je še Red King, ne vem, kako bojo se tega lotili, če sploh. Ampak tale dodatek je pa mogoče neki nov zaplet, ki zna biti bistveno bolj napreden. Mogoče pa je tudi to nekaj, kar jim daje prednost pri hranjenju, kako se obnašati v mrzlih okoliščinah ali pa kaj takega, ne. To bi me zelo še zanimalo, kako bojo naprej razvijali. Tako da sem isto tukaj, Aljoša, ti si prej omenil, ker ne veš, kam bo to šlo, mogoče bo šlo to nekam, mene tudi to ful zanima. Glede lokacij za preživetje v knjigi Maxa Brooksa How to Survive a Zombie Apocalypse, ki je napisal kot uvod v World War Z, reče da kak otok osamljen je nekako najboljša
varianta, da si pač proč, pa da daleč vidiš, kaj se zgodi, čeprav bolj tudi meni, da zombiji lahko pod vodo hodijo in pač ne rabijo kisika, tako da je to tudi varianta. On je tudi razloži, da ima neko lokacijo, ki je idealna za to, ampak da ne bo povedal. Okay. Pa še par drugih nasvetov. Bom še zdaj tekom, ko bomo to delali, bom prebral ponovno knjigo, pa jih dajo zraven, ker mislim, da so tudi tukaj primerni. Ja, drugače sem jaz dobil tudi že s to epizodo, še bolj pač z naslednjo, o kateri bomo v naslednji epizodi govorili, neke te vibracije Igre prestolov, se mi zdi, da tako zelo, parkrat mi je ušlo tako, the winter is coming, ampak tukaj absolutno zima že je, ne? Tako da mislim, da ni. Predvsem jaz mislim, da če se pogovarjamo že o tem, kaj bo v naslednjih delih, jaz mislim, da bo prišlo gotovo tudi do tega, da tako, kot je Joel, jaz mislim, da je ta njegov preživetveni nagon, ki je brcnil vanga pri pogovoru z Marijo, jaz mislim, da je to nekaj foreshadowinga, skratka, težko bo ena taka skupnost v zaostrenih zimskih razmerah živela brez notranjih konfliktov, že samih po sebi, ker pač jaz bi sam rekel, da jim gre ful boljš kot oni skupnosti v zimskih razmerah v prejšnji sezoni. Aha, ja. Seveda, Igor, saj so komunisti, mislim, absolutno. Oni so bili kult, ja. Je pa res, da do zdaj je serija uspešno pokazala vse deloma, kako se vsaka skupnost, ali tisti kanibali v pozimi, ali pa oni v mestu, raideri z Moniko Lewinsky, znajdejo, no. Eni bistveno bolj grozen način kot drugi, ampak noben prav preveč kaj prijazno. Tako da Jackson me zanima, me zanima, ja že vem, ampak Jackson, kako se odzove na preizkušnje. Jaz bi še pa dodal, da tole Dino igra Izabela Merced in da upam, da jo bo boljš odnesla kot v prejšnjih žanrskih zadevah, ker v Alien Romulusu je ona bila tista, ki jo impregnira Alien in rojeva, pa v Sicariju 2 jo ugrabijo in je mali otrok 13-letni in jo maltretirajo cel film. Zdaj, koliko poznam špil, je deloma pritrdilno odgovor. Je pa bila tudi dobra raziskovalka, ona v igranju filmu. Okay, tle bo imela kar veliko za raziskovati. Zdaj, ker se pravim, poznamo drugo epizodo, ne bomo se šli tega, kar pričakujemo druge epizode, ker jaz lahko začnem kar naštevati, kaj pričakujemo druge sezone. Ne, veš kaj? Mislim, druge epizode, ja. Samo eno bom noter stvar dal, če ste pogledali trailer, boste videli, da ta konflikt, ki je med Ellie pa Joel nastavljen, je raziskan v kasnejših epizodah, se mi zdi. Tako da mislim, da bo to serija v bistvu zelo dobro, po moje, ne vem pa, kako bo postavljena. Ker v igrah imaš ti neko vzporedno zgodbico, nekako se tudi čas loči, pa upam, da bojo tole dosti bolj previdno, ker v igrah imaš malo več svobode, pa z perspektivam, da bo to bolj previdno noter vklapljalo, kako se v bistvu njun konflikt sploh spostavi. Ker tle sta že nekako sred krega, že Orange odtujena zaradi tega. Ja, jaz mislim, da v končni fazi ta preskok za 5 let je tudi... Je po eni strani niti ni tako slab, glede na to, da niti ni tako slab. Je zanimiv tudi glede seveda z tega stališča, da smo čakali na serijo in da je tudi nam se zdi, mislim, tistim, ki niste pogledali prve sezone še enkrat, jaz sem si pogledal te kratke recape, ki mi jih je HBO ponudil, oziroma samo enega, ker potem je preskočil kar na drugo sezono in potem sem rekel, ok, fuck it, zdaj bom gledal. In tako, sem se spomnil, rečemo temu. Se mi zdi, da ta preskok v času je v končni fazi zdaj dobro del, ker nekako tudi mi preskočimo v času in lahko gledamo dalje in nam zgodba za nazaj malo da. Takoj mislim, da dobro vzpostavi te odnose, da ne rabiš kaj zdaj neki blazno vedeti, kaj se je v 5 letih dogajalo ali ne vem kaj. Mislim, da je zelo hitro jasno, pač, kje so liki med sabo. No? Ja, ker to zelo dobro naredijo. Niso nekako ilustrativni ali pa, mislim, dobro zapakirajo v dialog pa v dramo.
Tako da jaz mislim, da je to za prvo epizodo. Kakšni so bili kaj vaši vtisi? Pridite nam povedati na Discordu, Facebooku, Instagramu, Blue Skyju ali če ne gre drugače tudi na X-u. Ali pa YouTubeu. Ali pa kjerkoli. Ali pa nas ustavite na štantu, ko izbiramo okus sladoleda. In če boste preživeli do takrat, se poslušamo znova že danes. Pa.